se pravi pasti digitalne preobrazbe Slovenije, kaj sploh to je, kam vodi, in o tem bomo danes spregovorili, kar je pa v celotni fazi, moram pa reči, zelo zanimivo. Dogaja se v ozadju in marsikdo od nas, državljanov, prebivalcev v Republiki Sloveniji, je o tem zelo slabo seznanjen. Pa si dajmo najprej pogledati, kaj sploh je digitalna preobrazba. Generalno, digitalna preobrazba ne samo Slovenije, ker se dogaja, kot vemo, globalno, dogaja se po celotnem svetu. To se pravi, kaj je digitalna preobrazba, kdo jo vodi in kam jo pelje, kam pravzaprav ta zadeva pelje v končni fazi, kaj je končni cilj, končni načrt, kot že to besede poznamo iz Prve svetovne vojne, končni načrt, a ne. Žal je tako. Torej, kaj je digitalna preobrazba in kako nam jo predstavijo? Digitalna preobrazba, to je predstavitev za ljudi iz strani vlade, je dvig in rast produktivnosti. To se pravi, obljubljajo nam produktivnost, ki jo bodo podjetja dosegla skozi optimizacijo procesov in postopkov z implementacijo naprednih digitalnih tehnologij in komplementarnih investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva ter v znanje in veščine. Dalje nam obljubljajo optimizacijo in znižanje proizvodnih stroškov in izvajanje storitev ter poslovanja. V glavnem gre za biznis, gre za podjetja, gre za širitev uporabe naprednih digitalnih tehnologij. Kaj pa je glavni namen v ozadju? Glejte, vse nam povejo v obraz. Zniževanje stroškov podjetja. To pomeni odpuščanje delavcev in tako naprej, a ne? Človeških virov, materialnih virov, kar vpliva na nižje stroške in doseganje trajnosti, uveljavnosti na dolgi rok. Kdo bo še imel službo? Ok. Točka 3. Za doseganje večje konkurenčnosti in za bolj odprt trg ter večje možnosti komercializacije inovativnih rešitev za digitalno preobrazbo podjetij. In to se dejansko sedaj tudi dogaja. Povečuje se pritisk na obstoječa podjetja za uporabo naprednih tehnologij v njihovih poslovnih in proizvodnih procesih. Tukaj smo pa seveda priče pritiskov na zaposlene v podjetjih, že pri vhodu, ki se mora izkazovati. Cepljenje je tukaj, se pravi, ali pa bo rečemo temu genska terapija, moraš imeti QR kodo, moraš imeti stvari, ki s podjetjem nimajo nobene zveze, gre pa za čisto poslušnost in pa v ozadju seveda še za druge tehnologije, ki nam jih pač želijo, jaz bom takole rekel, vcepiti v telo. In glejte, služba vlade za digitalno preobrazbo Slovenije sedaj realizira zelo veliko projektov, o katerih dvomim, da vas večina sploh ve in to sledi. Zakaj je temu tako, o tem bomo spregovorili kasneje in bo tudi takšna video prezentacija. Zapomnite si ta obraz. Zapomnite si ta obraz. Evo, glejte, slika je, oziroma vsebina je 17. marec 22, sveže, a ne? Minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Adrijanič je danes po seji vlade predstavil stanje realizacije 40 ukrepov, pazite, 40 ukrepov, dvomim, da vi sploh katerega od teh ukrepov poznate, iz prvega paketa ukrepov, ki jih je predstavil junija lani. Tudi to bomo pogledali, kaj je lani obljubil in kaj je naredil. Skupaj z vodji posameznih področij strateškega sveta za digitalizacijo je predstavil tudi drugi paket 25 ukrepov. A veste, koliko je to? 40, 25, pa si seštejte. Kdo pravzaprav vodi digitalno preobrazbo in kam to pelje? Pogremo najprej, kam to pelje. Katere so pravzaprav tiste tehnologije, storitve in rešitve, ki bodo v naslednjem desetletju vplivale na naše življenje.
Kako dobro poznamo te tehnologije, ki nam jih implementirajo zdaj? Ne samo osebne izkaznice, mobitele, telefone, programe, ampak kaj se v ozadju za vsem tem skriva? Zakaj tako hitijo, zakaj tako pritiskajo? Ali je država dovolj dobro opredelila potrebe in cilje družbe in državljanov? To so vprašanja, ki si jih danes zastavljamo tukaj. Kakšen vpliv ima korona kriza na razvoj tehnologij? Vsi vemo, kaj se je v 2 letih zgodilo, koliko daljinskih konferenc, šole nadaljavo, delo nadaljavo, koliko kršitev, naprimer sodnik, ki je delal od doma in je nesel osebne podatke na dom. Druge borzne posredniške hiše, kjer so finančne podatke iznašali iz podjetij domov. Kaj se je dogajalo, koliko je goljufij, koliko je iznašanja tudi osebnih podatkov v šoli za otroke, raznim inšpekcijam, kjer šola sploh ne bi smela podatkov dajati, in v drugih podjetjih. Zdaj pa, kaj je potrebno prilagoditi v družbi, da bo preobrazba uspešna in bo pozitivno vplivala na blaginjo državljanov in družbe? Ja, z ene strani smo ljudje, ki razmišljamo in vidimo, kam to pelje, z druge strani je pa vlada, ki je pravzaprav z neko agendo plačana po uspešnosti. Več, kaj naredijo, hitreje, kaj naredijo, več denarja dobijo in zato so tako motivirani. In tukaj se je treba vprašati, ali je v tem smislu socialni dialog družbe sploh odprt. In ali smo postavili dovolj trdne temelje za vzpostavitev takega vnaprejšnjega družbenega dogovora o ohranjanju socialnih in teritorialnih enakosti. Na ta vprašanja in vsa druga vprašanja si moramo vsi odgovoriti in vsak sam v sebi, saj, komunikacija z vlado, z vladnimi službami in glavnimi slovenskimi mediji je povsem onemogočena. Pa jaz menim, da je to načrtno, že nekaj časa, ampak zdaj pa še v koroni krizi se prav vidi prav posebej. Poglejmo si en tak primer, kjer v bistvu vlada obvešča javnost preko medijev, ampak drugo mnenje, naše mnenje je tukaj povsem utišano, ker če ti televizija govori, ti ne moreš odgovarjati. Sporočajo nam njihove uspehe, njihove načrte in družbenega konsenza pa pravzaprav ni. Kako to zgleda v tem videu? Pred dobrimi 100 dnevi smo odprli vrata naše vladne službe za digitalno preobrazbo. Odločno smo se lotili uresničevanja 40 ukrepov, ki bodo poenostavili naše življenje in prispevali k konkurenčnejši družbi. Z majhno, a zagnano ekipo uresničujemo našo vizijo in se ob tem razveselimo vsakega uspešnega koraka na zastavljeni poti. Spodbujamo razvoj novih tehnologij, umetne inteligence, e-mobilnosti in uvajanja digitalnih storitev v poslovne in vsakdanje procese. Izmenjujemo dobre prakse med državami, sklepamo partnerstva in iščemo investitorje za naša tehnološka podjetja, tako doma kot v tujini. Z optimizmom zremo v naslednjih 100 dni in še dlje. Skupaj zmoremo. Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo. Spet se vam je gospod Adrijanič tako globoko nasmejal na koncu. Zapomnite si še enkrat ta obraz. In on pravi, da je digitalizacija v Sloveniji, da je uspel zgodovinski podvig, ker mineva 100 dni od službe vlade, ki je začela za digitalno preobrazbo. In pravi, da se bo Slovenija do konca desetletja prebila med prvih 5 najbolj digitalno naprednih držav v Evropski uniji. To je strašno ambiciozen cilj. Zdaj, če bomo državljani sodelovali, se pravi pri tej preobrazbi, če bomo pridni, ubogali vse, kar nam rečejo, ubogali vse odloke, vse njihove načrte, skratka, da bomo ponižni, si dali masko, bili tiho, se pustili cepiti, potem mogoče. Če se bomo borili pa za svoje življenje in za svoje pravice, bo pa ta 10 let se lahko raztegnilo tudi na 1000 let. Stvar je v nas, vsakem posamezniku. Zdaj, seveda jim uspeva zaradi tega, ker državljani niso osveščeni, niti ne vejo, kaj se v ozadju dogaja.
In na podlagi tega je Slovenija v zadnjem letu pospela v bistvu iz 16. mesta na 13. mesto v Evropski uniji in se tako prvič v svoji zgodovini prebila nad evropsko povprečje. Služba za digitalno preobrazbo, ki jo vodi minister Mark Boris Adrijanič, je od svojega prvega dne osredotočena na uresničevanje ključnih rešitev iz prvega svežnja ukrepov strateškega sveta za digitalizacijo. Glejte, to piše svet za digitalizacijo. Kasneje bomo videli, kdo je ta svet, kdo vse je vključen, kdo je v ozadju. In verjamem, da vi tega sploh ne veste, tudi jaz nisem vedel, dokler se s tem nisem seznanil. In da gre za glejte, kako nam lepo obljubljajo, kaj nam sporočajo. Gre za rešitve, ki bodo poenostavile naša življenja, življenja državljank in državljanov, ter izboljšali digitalno pismenost celotne družbe, so zapisali v sporočilu za javnost. Ne me narobe razumeti. Jaz absolutno sem za digitalno pismenost. Jaz sem za to, da nam ta orodja pomagajo pri našem delu, da nam pomagajo pri vsakdanjih opravilih. Nisem pa za to, da nas ta orodja zasužnijo in naredijo za biorobote. Absolutno se s tem konceptom, ki nam ga vseljujejo na tak način, ne strinjam. Poglejte, in kako to počnejo, da je ta uspeh iz 13. na 16. potem pa želi, oziroma iz 16. na 13. mesto, pa želijo na 5. mesto in kako to počnejo? Celotno preobrazbo družbe nam sporočajo enostransko in le preko stranskih, manj gledanih in manj pomembnih medijev. In zadnji 2 leti obstaja le še enostranska, je že prej bila enostranska, ampak tokrat je pa izrazito enostranska komunikacija, zato imamo maske, da smo vsi tiho. In odnose z javnostmi so izginili. Zakaj? Manj je odnosov z javnostjo, višje so njihove plače, plače odgovornih, ki to implementirajo, ker so nagrajeni po rezultatih. In če je Slovenija prišla iz 16. na 13. mesto, pol si morate predstavljati, za kakšne denarce gre. Bomo kasneje videli. Naklepne rezultate dosegajo preko namernega zavajanja ljudi. Kakšna so ta zavajanja? O tem kasneje. Ampak, če želimo mi vedeti, da gre v resnici za enostransko poročanje, si poglejmo, kaj so to sploh odnosi z javnostmi. Se pravi, odnosi z javnostmi, poglejte, med nami, državljani, prebivalci in na drugi strani med vlado in med skupnostmi po raznih mestih in tako naprej. Tukaj sem jaz šel na Wikipedijo in zelo enostavno je opredeljeno, odnosi z javnostmi, ali pa recimo angleško public relations, so stroka, ki se ukvarja z vzpostavljanjem, grajenjem in vzdrževanjem odnosov med nekim subjektom. Navadno podjetjem, vendar enako velja za vse vrste organizacij in celo nekatere posameznike. To se pravi, odnosi z javnostmi, evo tlele sem z modrim označil, so sistematično načrtovan in usmerjen proces vplivanja na oblikovanje naklonjenosti javnosti prek obojestransko zadovoljivega interaktivnega komuniciranja, ki temelji na odprtem, demokratičnem in značajskem delovanju obeh strani, organizacije in javnosti. Kaj smo opazili pri tej definiciji? Da je demokratična. V praksi se pa pokaže kot nedemokratična. Kot da ta definicija ne obstaja. Ves svet je narobe, vse stvari se počnejo zgolj enostransko. To definicijo je v 20. stoletju uvedel Edward Bernays. In jaz sem, ko sem malo praskal po internetu, naletel na eno, veste kako, na ene izročke. To so izročki, ki so namenjeni vladnim službam Republiki Sloveniji, predvsem sektorjem za odnose z javnostmi. Teh izročkov je mogoče 5-6, pa se jih dajmo pogledati, kako predavatelji, vplivneži oziroma podjetja, ki se ukvarjajo in razlagajo PR, našim vladnikom razlagajo, kaj so odnosi z javnostmi. No pa poglejmo, to je izroček, so upravljanje vzajemnih, koristnih odnosov med organizacijo in tistimi javnostmi, od katerih je odvisna uspešnost te organizacije. Če poenostavim,
Gre za upravljanje odnosov med organizacijo, lahko rečemo v tem primeru državo, in javnostmi, od katerih je odvisna uspešnost in med nami državljani. Ker pa imamo državljani razna podjetja, se grupiramo oziroma zaposlujemo, pa si poglejmo, zakaj ta odnosi z javnostjo, zakaj so sploh dobri, zakaj jih tako forsirajo in to enostransko. To se pravi, gre za oblikovanje pozitivne podobe organizacije. Vlada Republike Slovenije se hoče pokazati v najlepši luči, kako skrbi za nas in v tem uspešno preprečuje državljanje, ki 100% verjamejo. Potem gre za večjo prepoznavnost v javnosti, povečanje pripadnosti članov, ljudje se odločajo, da bodo celo v tem sodelovali, pomagali. Gre za pridobivanje novih članov, ki jih je vlada prepričala s svojimi PR odnosi, kako nam bo lepo, kako je vse prav. Gre za povečanje ugleda pri financerjih, partnerjih. Nekdo se celo odloči, da to agendo financira, da jo plačuje in daje velike denarje, se pravi s pridobivanjem sredstev. In vse to vpliva na odločitve, ki so pomembne na delovanje organizacije. Sami veste, kako je bilo, a ne? Če si prišel v market, tisti, ki je sodeloval zaradi pozitivne podobe, ki jo je imel tisti varnostnik, je tebi masko natikal. Zaradi pozitivne podobe države in dobre plače ti je policist kazen napisal. Skratka, vse to gre potem v to smer, a ne? Skupine, ki imajo dejanski ali potencialni interes in vpliv na organizacijo. To se pravi, ta izroček, zdaj boste videli, kdo so te skupine, ki jih ti predavatelji vladam za odnose z javnostjo predstavijo. Kdo so ti ljudje? To so člani nekih organizacij, pa vzemimo, da so to razna društva, 27,000 društev v Sloveniji in nekatera društva prejemajo sredstva. Jaz rečem, da so kar pri koritu ali pa nevladne organizacije in pač morajo delati v skladu z načrti, ki so se jih zastavili, da dobijo denar in seveda ne morejo razmišljati po svoje, pač pa delati v skladu z vladnimi načrti. To so zaposleni, potem so razni odločevalci. Poglejte, podjetja v gospodarstvu, druge organizacije, splošna javnost in mediji. Zdaj, pri zadnji točki mediji, poglejmo bolj podrobno, kaj govorijo medije. Dogodki za objavo novinarji izberejo na podlagi. To se pravi, vlada mora se držati tega, zato da jih mediji opazijo, ker niso vsi za sodelovanje, so pa nekateri, ki jim je to interesantno in zato želijo čim bolj interesantno zadeve pripraviti. Se pravi, če gre za novost oziroma pravočasnost obvestil medijem, če gre za pomembne posledice in za velik obseg ljudi, se mora medij vključiti, mora obvestiti javnost. Če gre za velik obseg udeležencev, neobičajnost dogodka, pomembnost dogodka in sodelujočih, krajevna bližina dogodka, ali pa če gre za konfliktnost oziroma krizno situacijo. In potem na koncu seveda povejo, kako morajo oblikovati sporočila, kakšna morajo biti ta sporočila, da jih medij sprejme, sicer jih ignorira. Za medije lastnosti sporočila mora biti kratko, jasno, neposredno, utemeljeno z dejstvi, pripravljeno že vse za objavo, tehnično brezhibno in vse to mora odgovoriti na neki vprašanj. Kdaj, kdo, kdaj, kaj, kje, kako in zakaj in morda še kaj. Morda še kakšno kuverto v žep, da se to objavi. Ne? Mimo grede. Dejstvo pa je, kot smo zdaj že videli, da je resnica ta, da je obveščanje javnosti enostransko. Enostransko. Poiskal sem koronski primer enostranskega obveščanja, sporočanja za javnosti, kjer ni javnosti, ampak javnost so samo gledalci, ki naključno se priključijo morda na program, to vidijo. In sedaj sem rekel, prej sem rekel, zapomnite si en obraz, a ne, Mark Boris Adrianič, kako je on predstavil pred nekaj dnevi ta program, njegove uspešne dosežke in seveda to na novinarski konferenci, vendar novinarji so tam bili, niso pa smeli ničesar vprašati. To je bilo sporočilo za javnost, prišli, slišali in odšli. Nobeden nič vprašal. Poglejmo si ta primer.
Sporočam vam, da je video posnetek 8 minut zdajle, ampak sem ga pustil v celoti, zato da boste videli, kaj pravzaprav se v ozadju počne, kaj je pripravljeno za vse nas in kam to vodi. Spoštovane novinarke in novinarji, veseli me, da vam bomo danes lahko predstavili napredek pri uresničevanju ukrepov prvega paketa Strateškega sveta za digitalizacijo. Obenem pa vam bomo predstavili tudi naš drugi paket, ki je bil danes sprejet na vladi. Kot veste, je bil Strateški svet za digitalizacijo ustanovljen lani aprila, no že junija pa smo pripravili prvi paket ukrepov za moderno in digitalno Slovenijo. Šlo je za 40 zelo konkretnih rešitev za digitalizacijo javne uprave, zdravstva, izobraževanja, gospodarstva in družbe kot celote. No, da bi ti predlogi čim prej zaživeli tudi v praksi, je bila avgusta lani ustanovljena vladna služba za digitalno preobrazbo. Zelo me veseli, da bo vlada do konca tega mandata uresničila več kot polovico teh ukrepov. Do sedaj smo jih uspeli uresničiti že 13, do konca mandata pa jih bomo še 8. Pri tem gre velika zahvala za sodelovanje vsem članom Strateškega sveta, pa tudi številnim strokovnim združenjem in vladnim resorjem. Ob svoji ustanovitvi je Strateški svet štel nekaj več kot 30 članic in članov. Danes nas je že 60. Gre za vrhunske strokovnjakinje in strokovnjake na številnih področjih z bogatimi izkušnjami iz tujine. Med njimi so vodilni slovenski raziskovalci, podjetniki in inovatorji, ki pišejo zares svetovne zgodbe. Veseli me tudi, da so med nami tudi strokovnjaki na področju zdravstva, javnega sektorja in nevladnih organizacij. Posebna zahvala gre vodjem naših 7 delovnih skupin, in sicer magistrici Ajši Vodnik, magistru Gregorju Macedonijo, doktorju Marku Pleško, Marku Grobelniku, Igorju Zorku, Barbari Domicel in Gregorju Benčini. Naj povem, da smo delovno skupino za zelene tehnologije ustanovili konec lanskega leta na predlog predsednika države. Za ta predlog smo mu seveda izjemno hvaležni. V prvem paketu smo namenili posebno pozornost digitalni vključenosti, ustvarjanju prijaznejšega okolja za IT podjetja in strokovnjake ter krepitvi kibernetske varnosti, ki je danes zaradi vojne v Ukrajini še posebej v ospredju. Izjemno sem ponosen na naše dosežke, še posebej na področju digitalne vključenosti. Kot veste, je bil pred 2 tednoma v Državnem zboru sprejet zakon o spodbujanju digitalne vključenosti. Gre za prvi sistemski zakon na tem področju, ki prinaša brezplačne tečaje digitalnih veščin za prav vse generacije. Obenem prinaša tudi digitalne bone za nakup računalniške opreme. Še letos bomo tako starejšim od 55 let omogočili brezplačne tečaje osnovnih digitalnih veščin, ki bodo izrazito praktično naravnane. Mladim pa bomo subvencionirali tečaje naprednih digitalnih veščin, kot so robotika, programiranje, umetna inteligenca in digitalno podjetništvo. Še letos prav tako uvajamo digitalni bon v vrednosti 150 € za nakup računalniške opreme. Do njega bodo od 15. junija naprej upravičeni osnovnošolci zadnje triade, vsi srednješolci in vsi dijaki. In vsi študenti. Digitalni bon pa bodo prejeli tudi starejši odrasli, ki se bodo udeležili naših brezplačnih tečajev digitalnih veščin. Naj omenim še druge ukrepe iz prvega paketa, ki jih je vlada že uresničila. Gre za informativni izračun družinskih prejemkov, virtualno okence upravnih enot, obvezen e-podpis v državni upravi in spodbujanje solastništva zaposlenih v tehnoloških in drugih podjetjih. Realizirali smo tudi ukrepe na področju privabljanja slovenskih in tujih strokovnjakov v Slovenijo, povečanje vpisa na IKT študije, prav tako smo aktivno sooblikovali evropske digitalne politike. Na področju zdravstva je bilo izvedeno prvo skupno e-javno naročilo, mobilna aplikacija e-zdravje in pa javni razpis za e-oskrbo starostnikov. Prav tako smo sklenili pomembna strateška partnerstva z digitalnimi šampioni, kot sta denimo družbi Google in Nvidia. Do konca tega mandata bomo uresničili še naslednje ukrepe: e-identiteta državljanov, davčni trajnik,
in možnost videoidentifikacije za odprtje bančnih in kriptoračunov. Zagnali bomo tudi enotno e-točko za vse subvencije. Prav tako bomo vzpostavili sistem telemedicine za kronične in onkološke bolnike. No, poleg tega bomo v naslednjih mesecih zagnali tudi Mednarodni inštitut za uporabno umetno inteligenco, razvojno gospodarsko predstavništvo v Silicijevi dolini ter Center za pomoč slovenskim strokovnjakom pri vračanju v domovino. Da je naša smer prava, kaže tudi najnovejša uvrstitev Slovenije na evropski lestvici digitaliziranosti gospodarstva in družbe, na kateri smo se prvič povzpeli nad evropsko povprečje. A to je šele začetek. Naš cilj je jasen. Do konca tega desetletja se želimo prebiti med 5 najbolj digitaliziranih držav v Evropi. No, da bi ta cilj dosegli čim prej, je strateški svet pripravil še drugi paket ukrepov, ki ga sestavlja 25 konkretnih rešitev. Na področju javne uprave in digitalne družbe smo predlagali rešitve, ki bodo poenostavile življenja državljanom in jim prihranile čas ter živce pri poslovanju z državo. Gre za ukrepe, kot so širokopasovni internet za prav vse, digitalizacija sodstva, e-volitve in digitalizacija pridobivanja vozniškega izpita. Na področju zdravstva smo se osredotočili na tiste ukrepe, ki lahko s pomočjo naprednih tehnologij pacientu olajšajo dostop do informacij o zdravljenju, zdravstvenim delavcem pa olajšajo delo in prihranijo dragoceni čas. Gre za uvedbo celovitega e-kartona za pacienta, digitalizacijo predpisovanja zdravil in vpeljavo govornih tehnologij za prostoročno delo zdravnikov. Na področju izobraževanja smo se osredotočili na integrirano učno okolje, sodobno podanimi učnimi vsebinami, prav tako smo se osredotočili tudi na vzpostavitev mreže izobraževalno-demonstracijskih centrov za razvoj tehničnih, IKT in drugih digitalnih kompetenc. Na področju gospodarstva smo predlagali rešitve, kot sta recimo obvezna možnost elektronskih plačil pri vseh nakupih in obvezno e-vročanje podjetjem. Predlagamo tudi ustanovitev Nacionalnega centra za kibernetsko varnost, ki bo skrbel za kritično infrastrukturo, še posebej na področju energetike in telekomunikacij. Pri novih tehnologijah in digitalni diplomaciji smo predlagali ukrepe, kot sta spodbujanje ponovne uporabe odprtih podatkov javnega sektorja in uvedba digitalne identitete temelječe na tehnologiji blockchain. Prav tako med drugim predlagamo umestitev kibernetske varnosti med prednostne naloge slovenske zunanje politike. Pri ukrepih na področju zelenih tehnologij smo predlagali trajnostno poročanje in ocenjevanje podjetij in pa digitalizacijo upravljanja industrijskih ostankov ter odpadkov. Ob koncu se želim zahvaliti prav vsem članicam in članom strateškega sveta za upravljeno delo. Naj poudarim, da vsi sodelujejo v strateškem svetu brezplačno in v lastnem imenu. Hvala vam, da svojim znanjem in izkušnjami pomagate Sloveniji pri digitalnem preboju. Hvaležen sem tudi vsem državljanom in strokovnim ter drugim združenjem za tako številne predloge in pozitivne odzive. Najlepša hvala tudi predsedniku vlade za zaupanje in podporo pri našem delu. Najlepša hvala. Tako, slišali ste gospodarja, pravega gospodarja v Republiki Sloveniji. To je pravi gospodar. Pameten, lep, učen, dela in ustvarja in kar si je zastavil, to tudi uspešno pelje. Tako da z moje strani, Mark Boris Adrianič, iskrene čestitke. Upam, da se zavedaš, v katero smer pelješ vso zadevo. Imamo pa zdaj seveda na podlagi tega, kar je povedal Boni in tako naprej, jaz niti ne znam vsega ponoviti, ker je tega ogromno. Paketov je ogromno, sodelujočih ogromno, celo brezplačno sodelujejo. Tako so navdušeni, tako se mudi. Skratka, kaj in kakšen vpliv imajo zdaj mladi med sabo, kako so že navdušeni, si poglejmo v naslednjem par sekundnem prispevku. Ojla družba, a ste že slišali za tole? Vsi dijaki bomo lahko že jeseni obiskali različne tečaje digitalnih veščin. To pa niso kareni tečaji. Naučili se boste programiranja, osnov robotike, umetne inteligence in še marsikaj drugega.
Pa še do bona v vrednosti 150 evrov bomo upravičeni. Z njim si bomo lahko kupili tablico, računalnik ali marsikatero druga stvar, ki paše k računalniku. Vse to že letos za dijake prinaša zakon o spodbujanju digitalne vključenosti. Se vidimo na tečajih. A ni krasno, družba? Vidimo se na tečajih in zakaj pravzaprav gre. Gre za preusmerjanje pozornosti glavnih velikih medijev. Samo tehnično vprašanje, glede na to, kaj ste zdaj videli in slišali, koliko izmed vas, če si boste iskreno, pošteno odgovorili v sebi, je za vse to slišalo in je s tem seznanjeno. Kdo izmed vas, ki ste zdaj to slišali, o vsem tem, o vseh projektih, o vseh uspehih, ki se v ozadju dogajajo in z implementacijo mladih in tudi drugih stvari, ki so v ozadju, ne morem vsega danes povedati, je s tem seznanjen. Meni je bilo veliko stvari novih, pa sem skozi nekje v akciji in se izobražujem in informiram. Ampak moč glavnih velikih medijev je tako močna, da preusmerja pozornost. Pa si poglejmo, kaj pa je glavna tema v Republiki Sloveniji, na forumih, na družbenih družabnih omrežjih in tako naprej. Ljudje božji, 3 premierji z vlakom iz Poljske do Kijeva. Ja, zanimivo je tole, 3 premierji z vlakom iz Poljske do Kijeva, a ne? Zelo zanimivo. V ukrajinsko glavno mesto so se z vlakom v torek pripeljali voditelji Slovenije, Poljske, Češke. Tako, poglejte, 15. marec 22, torej danes je sobota, ne? Kateri marec? 26. Že nekaj dni se ukvarja vsa Slovenija, vsa omrežja družbena in vsi se ukvarjajo s tem, ali je Janez potoval, ali ni, je bil v kleti, je bil v vagonu, je bil v Ukrajini ali ni bil v Ukrajini. Potem naslovi, kot so 1/4 ruskih vojakov v Ukrajini na 2 bojiščih, množičen prihod prostovoljcev iz Sirije in tako naprej. Skratka, cela nanizanka v zvezi s tem. Dragi moji, vržite to novico, vse, kar se tiče Ukrajine, kar se tiče vseh dnevnih poročanj in vsega švefla v smeti in se raje ukvarjajte s človekom, ki je tukaj. Kajti tu je pravi vladar. Janez Janša je samo lutka, ki moti javnost, ki dela tako imenovani, kako rečemo že v čarovništvu misdirection, zavaja javnost. Pravi gospodar, gledajte, je tukaj. Mark Boris Adrianič. In tukaj ga najdemo v imenitni družbi. V imenitni družbi in sicer The Good, The Wise and Yours Truly. Trilateral Commission, London 2017 in kasneje leto zatem tudi v Ljubljani. Verjetno se vsi spomnite trilateralne komisije, velik pomp, veliki medijski pomp, sicer ne tako velik, vendar kljub temu dovolj opazen, da vemo, da se je to zgodilo. In zdaj je tega 4 leta. Trilateralna komisija, dragi moji, poglejte, v kakšni super družbi je. Pa poglejmo malo, kaj pravzaprav to je trilateralna komisija. Glejte, tukaj vidimo ameriški empire in vse medijske hiše. To se pravi, tukaj, če gremo malo v zgodovino, vidimo, da so leta 1921 ustanovili tako imenovan svet za zunanje odnose, potem tako imenovana Bilderberška srečanja, ki so se začela uvajati leta 1954 leta in potem tukaj vidite, je pa že 1973 leta trilateralna komisija. Trilateralna komisija, no, dajmo si malo pogledati pobližje, kaj pravzaprav sploh to je, kako te vezi potekajo. Evo, tle malo povečano. Tako da boste videli, imenitni ljudje in v glavnem, pogledajte, tukaj so povezani vsi mediji, gospodarstvo, sever, jug, vzhod, zahod, skratka,
vse to je povezano in to je 2017 raziskava švicarske propagande, kakor se tlele od spodaj pač imenuje, in tukaj je razvidno vse. Vsi mediji, v glavnem, ogromno politikov in tako naprej. Kako to poteka, kaj je pravzaprav namen vsega tega, je povezovanje, združevanje in pa seveda agenda, ki poteka. No, tukaj pa zdaj še ena shema, ki prav tako navaja Bilderberg skupino, trilateralno komisijo in pa Svetovni ekonomski forum, ki je tukaj vključen. In če si pobliže pogledamo to karto, vidimo tukaj gori z modrim so označeni v glavnem vsi šefi korporacij, potem z rdečim politiki, zelenim akademiki in v oranžni barvi mediji in pa zvezde. Tukaj pa seveda kanadsko poreklo. Zakaj mislite, da je v Kanadi tako hudo vse skupaj? Poglejte, koliko je Kanadčanov. Vse je posod, kjer je tale listek zraven, to pomeni, da je to Kanadčan. In če pogledamo tukaj v center, vidimo, da je Henry Kissinger, sekretar ameriške vlade, nekdanji, a ne? V penziji nima drugega časa, kot da povezuje, načrtuje in izvaja agendo. In to je človek, ki pravzaprav vse to skupaj povezuje. Vemo, kdo je Henry Kissinger, če ne si pa malo pogooglajte, pogledajte v Wikipedijo, da boste seznanjeni. No, to je, kar se tega tiče in ne samo, da je naš gospod Mark Boris Adrianič v trilateralni komisiji v čudoviti družbi, ampak je tudi gospod podmladek Svetovnega ekonomskega foruma, a ne? Po čem se to vidi? Tukaj se točno vidi, da je v forumu mladih globalnih liderjev, a ne? Tukaj je na spletna stran Young Global Leaders, a ne? In tukaj se pravzaprav vidi, kaj to je. To je spletna stran, forum mladih globalnih voditeljev in je skupnost inovatorjev iz različnih okolij in izkušenj. Išče trenutne člane in alumne po nagrajenih letih, sektorju ali regiji. Skratka, no in tukaj je Mark Boris Adrianič, minister za digitalno transformacijo pri službi Vlade Republike Slovenije za digitalno transformacijo Slovenije. Zanimivo, a ne? To se pravi, to je to, kar se tiče tega gospoda. Je pa zanimivo, a ne, da pri Marku, ki je v taki čudoviti družbi, je potem seveda iz tega, to je objava iz leta 2017 iz Londona, Združenega kraljestva, in kaj se je zgodilo zdaj v 4 letih. Dajmo pogledati. No, ustanovljen je strateški svet za digitalizacijo in Mark Boris Adrianič je predsednik. In je obljubil, da bo v roku 5 mesecev pripravil okvirni predlog potrebnih sistemskih sprememb za pospešitev digitalizacije slovenskega gospodarstva, javnega sektorja in celotne državne uprave. Strateški svet za digitalizacijo bo predlagal konkretne ukrepe in pravne akte z področja digitalizacije in pa ustanovljen je z namenom, da pripravlja mnenja k vprašanjem, pobudam ali predlogom povezanih z digitalizacijo gospodarstva, javne uprave in družbe kot celote. No, in to je bilo 10. aprila 2021, kjer pravi, drage prijateljice, dragi prijatelji, danes je pomemben dan za digitalno in moderno vizijo Slovenije. Dobili smo namreč prvi strateški svet za digitalizacijo v naši zgodovini. Sestavlja ga več kot 30 vodilnih strokovnjakov na številnih področjih povezanih z digitalnimi tehnologijami. No, med njimi najdete vodilne podjetnike, inovatorje in raziskovalce, ki prestavljajo meje mogočega doma in v svetu.
Mark Boris Adrijanič dalje pravi, da težko opiše, kako ponosen in počaščen je, da bo lahko vodil ekipo tako izjemnih posameznikov in tako naprej. Slovenija ima fantastičen potencial in izjemne talente, raztresene po najboljših univerzah in tako naprej. Digitalna preobrazba ni nek abstraktni koncept, ampak je nekaj, kar nam lahko že jutri zagotovi boljše plače, pojutrišnjem višje pokojnine, je odskočna deska za dvig produktivnosti našega gospodarstva in omogoča orodje, ki dela naše življenje bistveno enostavnejša in piše in piše in piše in tukaj se zahvaljuje seveda vsem, ki jih lahko tukaj pogooglate. To so ljudje, ki sodelujejo v tej agendi. Zanimivo. No, glede na to, da je to bilo 10. aprila 2021, se je zadeva seveda po ustanovitvi Strateškega sveta za digitalizacijo začela sprejemati v državnem zboru in tako naprej, na raznih srečanjih, sestankih, novinarskih konferencah. Jasno, da je to podprla tudi vlada, ker je v interesu, ker sodeluje z agendo, ker so pač vsi v to vključeni. Seveda potem je prišlo tako daleč, da so se dogovarjali tudi in dogovorili z vsemi ministrstvi. Tukaj se vidi seja vlade z ministri. In tukaj, evo, dve glavni faci. Eden, ki z vlakom potuje v Ukrajino in drugi, ki v ozadju dela digitalno preobrazbo, kot se trenutno dogaja in je v agendi. Tako, to so zanimive stvari, predvsem tukaj na 82. redni seji Vlade Republike Slovenije 17. junija 2021, kjer so dali predlog zakona in 10. februarja letos je zapisal: ponosen sem, da je vlada danes soglasno sprejela predlog zakona o spodbujanju digitalne vključenosti. Gre za prvi sistemski zakon, ki celovito ureja področje pridobivanja digitalnih veščin pri nas. Z njim bomo lahko že letos zagnali največji program e-opismenjevanja v naši zgodovini in tako naprej in tako naprej in tako naprej. Digitalni boni v letu 2022, ki jih bodo prejeli vsi dijaki, vsi študentje, odrasli, stari 55 let in več, ki se bodo udeležili, pazite, brezplačnih izobraževalnih tečajev. Dragi ljudje, zdaj že vemo, brezplačne stvari so vse najdražje stvari. Dobro je, da znamo. Znanje, seveda, je fantastično. Kdor nima znanja, ga je strah, kdor ima znanje, ga ni strah, vendar vprašanje je, kakšno znanje, kdo nam ga ponuja, ali si ga pridobimo sami, iz lastnega interesa, iz tega, ko človek res potrebuje, da napreduje v svojem življenju, da gradi svojo osebnost na afektivnem nivoju, kar pomeni čustveno, intelektualno in fizično napreduje, ali zaradi tega, da bo nadzorovan, da bo v službi vlade, da bo pač tam v eni ograjici, kot človek brez pravic in da se bodo nad njim izvajale nadzorstvene dejavnosti. To preprosto pač sta dve stvari. Ta digitalizacija je dvorezen meč in verjemite mi, moj občutek je, da gre v napačno smer. No, seveda, Mark Boris Adrijanič tudi odločno pravi naprej, hoče biti voljen v okraju Novo mesto, iz stranke NSi in tako naprej. Skratka, to je gospod, ki prenavlja to družbo. Tako, digitalna preobrazba, dragi moji, se bo zgodila in se dogaja. Mi hočemo ali nočemo, zaradi tega, ker v ozadju so korporacije, so podjetja, mi smo odvisni od gospodarstva in če še ne veste, je bilo pred enim tednom zastavljena kompletna digitalna preobrazba celotnega gospodarstva. Po čem se to vidi? To se vidi po javnem razpisu v Republiki Sloveniji. Vidite datum? 18.3.2022. 44 milijonov evrov za digitalno preobrazbo.
Cilj javnega razpisa je s finančno podporo spodbuditi vsaj 20 konzorcijev k izvedbi celovite digitalne preobrazbe podjetij. Konzorciji so pač izbrana podjetja in podizvajalci in tako naprej. Naredite si print screen in preberite kasneje, ker imamo še kar nekaj stvari za povedati. Torej, to je javni razpis 17.3.22 in tukaj je seveda razpisna dokumentacija. Zdaj pridejo pa zanimive stvari, kar se tiče, jaz sem ta javni razpis nekoliko pogledal in ga preštudiral in prebral. In kaj sem opazil? Opazil in pozoren sem bil na ključni dokument, ki je podlaga tega razpisa. Predmet javnega razpisa, celovite digitalne preobrazbe podjetij, se pravi, bodo izvajali, kot smo rekli, konzorciji podjetij. Ključni dokument je digitalna strategija. In me je zanimalo, kaj je to digitalna strategija. In stric Google mi je dal odgovor, da je digitalna Slovenija 2020 strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020. Kaj smo zdaj? A zdaj smo 2022. No, poglejte. Digitalizacija Slovenije, intenzivno inovativno uporabo IKT in interneta v vseh segmentih družbe. Ljudje božji, kaj se je zgodilo? Kaj se je zgodilo? Zdaj smo 22, tukaj pa na podlagi tega dokumenta zdaj javni razpis. Da vam bo jasno, zakaj gre, da gre dejansko za agendo. Tukaj je več kot jasno. Digitalna Slovenija 2020, strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020. Evropska komisija je leta 2010 sprejela strategijo Evropa 2020, s pomočjo katere naj bi gospodarstvo Evropske unije izšlo iz krize in se pripravilo na izzive naslednjega desetletja. Izhodiščna ugotovitev je, da EU potrebuje korenite spremembe in tako naprej. Glavni cilj strategije je preoblikovati EU v pametno, pazite, trajnostno, kjerkoli slečate besedo trajnostno, veste, da je agenda, kjerkoli pametno je agenda, kjerkoli je zeleno je agenda in kjerkoli je vključujoče v gospodarstvo je agenda. Bodite pozorni na semantiko. In tako naprej. Zdaj, katera ministrstva so to pripravila, ta dokument v Sloveniji? Ne boste verjeli k sliki zdajle. Glejte, 2020 in nastanek dokumenta marec 2016. Koliko let od tega? To se pravi, glejte, digitalna Slovenija 2 strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020, sprejeto 2016. Vsi vemo, kaj se je 2016 zgodilo. Bomo pogledali tudi to. Sodelujoči pri pripravi dokumenta. Ministrstvo za delo, finance, infrastrukturo, izobraževanje, javno upravo, kulturo, kmetijstvo, notranje zadeve, Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za okolje in prostor, za pravosodje, zdravje, zunanje zadeve, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in od spodaj imate vir, kjer lahko ta dokument najdete in si ga pogledate, kaj vse notri piše. Glejte, zdaj to je vse zamaknem, vse ta leta so se malo zmešala med sabo. No, ampak zakaj? No, tukaj vas bom spomnil na volitve predsednika Združenih držav Amerike 2016. In poglejte, Trump je bil izvoljen, namensko bi morala biti Hillary Clinton, ampak tle Donald Trump, poglejte, volitve so potekale 8. novembra 2016. Jaz sem naletel na dokumente v Sloveniji, na formularje za korona krizo, kjer so imeli od spodaj obrazec, številka ta in ta iz leta 2016. Vse je bilo že pripravljeno za ta načrt, da ne bomo skozi o agendi govorili. Vedite, da je vse načrtovano v Sloveniji, izven Slovenije, v svetu se nič ne zgodi slučajno. Zato se odločajte sami, ljudje božji. To vam je moj nasvet. In kdo je bil takrat odločevalec za Slovenijo? Nihče drug kot Violeta Bulc. Glejte, že 2015 so pripravili projektno skupino v Evropski uniji za enotni digitalni trg. In tam na vrhu gor vidite World Economic Forum, Lobbyfax, DBase, Database in Klaus Schwab. A ga vidite? V rdečem okvirčku Klaus Schwab, 19. januar 17, pa potem komisioner Violeta Bulc
in tako dalje, da ne bomo predolgi o tem. Lejte, ta semafor od spodaj, zelena, 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 zelena. In kaj, kje so zdaj, ta hip? Zakaj se jim mudi, ker bi to že moglo biti vse urejeno, pa še ni. Do 2020 je bila agenda, zato ker se 10 let rabi, da se to implementira do 30, tako da 2 leti zamujajo. Glejte, tukaj piše trilog, negotiation aiming to reach a compromise, text began in January 2022. A kdo ve, kaj je to trilog? Tudi jaz nisem vedel, sem šel iskat, veste. Ni trilaterala. Ne, trilaterala je nekaj. To trilog so neformalna tristranska srečanja o zakonodajnih predlogih med predstavniki parlamenta, sveta in komisije v Evropski uniji. Zato so to trilog. Se pravi, to gre za posvetovalno zakonodajo Evropskega parlamenta, EU sveta in Evropske komisije. Njihov namen je doseči začasni dogovor o katerem koli besedilu. Glejte, v kateri koli fazi zakonodajnega postopka se oni lahko dobijo, dajajo predloge in spreminjajo zakonodajo glede na trenutno stanje v družbi. To se pravi, gre spodaj piše za zgodnje druge obravnave ali do skupnega besedila med pravnim postopkom. In seveda zdaj ta čas je prišel, smo 22, dogaja se, kar se dogaja in to nam sporoča tudi kdo drug kot naša lepotica iz Bruslja. Novo zakonodajo so sprejeli, več nadzora nad obdelavo osebnih podatkov. To zdaj občutimo pri osebnih izkaznicah. Več nadzora se lahko doseže le z uveljavitvijo, verjemite mi, biometrične osebne izkaznice in s tehnologijo v vialah protikoronskih cepiv. To sta zdaj osebna izkaznica je uvajanje, dokler vsega ne bodo pocepili. Pol pa bomo tako mi sami živi čipi hodili okrog. To je moje osebno spoznanje, mnenje. In kaj nam sporoča ta gospa? Predlagam, da jo poslušamo. In the coming weeks and months, we will add more chapters to the new rule book for our digital economy. For example, later this month, we will present our Data Act. It will give businesses and individuals more control over the data they produce while using a connected device and more control over how their data are processed. Se pravi, več kontrole na način, kako bojo procesirali podatke in izvajali kontrolo. Lejte, zadeva je trenutna rešitev iz nastavljene tehnokratske pasti, ignoranca COVID terapije in ignoranca digitalne biometrične izkaznice. Trenutno je to edini način. Dovolj je že prevarantski biometrični potni list. Biometrični potni list, ki ga ima vsak državljan Republike Slovenije, pa še niti ne ve tega. Zdaj bomo malo pogledali to zadevo. Zakon o potnih listinah, uradno prečiščeno besedilo, označen datum 5.8.2000. Kdo izmed vas ve, da je bilo to takrat sprejeto? Glejte, poglejte in v 22. členu zakona o listih. Vidite tukaj letnico? 5.8.2000. Glejte, kaj piše, kako je potni list sestavljen. 22. člen, postopek za izdajo potnih listin. Potni list vsebuje naslednje podatke. Da ne bom predolg, od 1 pa do 14 in v točki 14 pravi pomnilniški medij, na katerem so podoba obraza in 2 prstna odtisa oziroma prstni odtis državljanja, shranjeni kot biometrični podatek. To je zakon iz leta 2000 dopolnjen, potem z 18. aprilom 2011. In ko sem šel na državno upravo brskat, mi imamo, se pravi, 22 let že uzakonjen čip, implementacija se je pa začela potem dogajati veliko prej, kot tukaj piše. Se pravi, 28.8.2006 je Slovenija začela izdajati take potne liste, 6 let po izdaji zakona. In tukaj novica, nove dodatno zaščitene, pazite, po letu 2006, seveda je to 10 let, 2016, vidite 12. december gor, to so takrat začeli izdajati
pred 8 leti nove dodatne zaščitene biometrične potne listine je Republika Slovenija začela izdajati 12. decembra 2016. Datum objave, uradne objave na državni upravi 17.1.17. 17, zanimivo. Od spodaj pa je bila objava, poglejte, iz leta, se pravi objava z datumom 28.8.2006 je državna uprava nam to dala vedeti šele 22.11.2015. Zdaj pa vas vprašam, kako smo mi informirani, kaj mi vemo, kaj nam ponujajo, kje je kaj. Ali še lahko zaupamo v verostojnost informacij vlade Republike Slovenije in državnih organov? Ali jim lahko zaupamo sploh karkoli nam rečejo in sporočajo? Jaz sem začel močno dvomiti. Poglejte, datum 29.6.2009, spet en drug datum, a ne? Slovenija je začela izdajati biometrične potne listine druge generacije. Da ne boste mislili, da vam to kdo vsiljuje, državljan sam zaprosi, ampak nihče ti ne pove, da noter čip dobiš in zakaj moraš dati v bistvu prsten odtis. To je bilo takrat zame novo, se spominjam. In tukaj sodelujejo Dušan Vučko, že znan obraz vsa leta na sceni, a ne veliki reformator, Alenka Colja, Vladimir Logofetov in tako naprej, zaradi uvedbe nove generacije potnih listi, obvezne menjave potnih listov, se pravi, ni potrebno takoj menjati. Gre za najsodobnejši trend uporabe sodobne tehnologije v boju pred zlorabami, kot sta ponarejanje ali prenarejanje dokumentov, vse za naše dobro. Vse to je za naše dobro, dobimo čip, zato da kdo potnega lista ne bo prenaredil. Dobimo injekcijo z DNK spremembo, zato da bomo samo mi, da ne bo to kdo drug. Vse za naše dobro in tako naprej. Jaz sem vzel po svoj potni list in sem šel preverjati, ali je res čip noter. Moj potni list je od leta 2014, pa si poglejmo, jaz bom tukaj zdaj vam pokazal, kaj vse vsebuje čip v potnem listu. Pa poglejmo. Z vami želim danes podeliti dejstvo, za katerega mnogi morda niti ne veste. Trenutno govorijo o biometrični osebni izkaznici, vendar s posebnim namenom, ker je zraven vključeno toliko novih stvari, da pravzaprav niti ne vemo, kaj vse, ker nam skrivajo z namenom kontrole, z namenom nadzora. Vendar pa vsak, ki ima vsak državljan, seveda, ki ima potni list, jaz ga imam že kar nekaj časa in sicer od leta 2014. Od leta 2014 imam potni list, ki je biometričen. Se pravi, ima vse biometrične podatke že v čipu. Čipiran potni list. Dajmo to preveriti. In sicer, gledajte, kakor smo rekli, tehnologija se seli iz digitalne tehnologije, iz mobitelov, se seli v osebne izkaznice in seveda tukaj imam prstni odtis in sem se seveda prijavil. Zdaj vsakdo ve, da sem prijavljen v mobitel in tako se bomo z osebno izkaznico prijavljali v svoje naprave in kamorkoli bomo šli, kjerkoli jo bo treba pač pokazati, vtakniti, se registrirati, posod bomo zavedeni in to je neizbrisno. Se pravi, gremo pogledati tukaj s to napravo. Digital, get started, passport. In ga moram seveda takole dati gor. Če bo to zaznal, upam, da bo. Mogoče malo bližje k svetlobi. Da, to je zaznal. Takoj zaznal, da ima potni list čip in sicer ga bomo postavili tukaj gor in boste videli, kako prebere vse podatke. Evo, takole je vse prebral in tudi vse security codes. Tako da, ljudje božji, vse je že tukaj. Sprašujem vse državljane Republike Slovenije, vsakega izmed vas, zakaj rabimo dva biometrična dokumenta? Ali se ne morata Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za notranje zadeve dogovoriti, kateri dokument bi uporabljali? Res je, da je eden za potovanja,
drug je pa čist oseben dokument, ampak municipalna jurisdikcija, veste, je veliko hujša nad meščanom, nad citizenom, kakor nad potnikom. Nad potnikom pač lokalna oblast, se pravi, nima nobenega nadzora, razen to, da je prišel in odšel iz države. Seveda, če ni kakšnega hujšega kriminala, drugih stvari ne morejo od njega zahtevati. Zdaj, kaj je v ozadju vsega tega, si skušajte najti odgovore sami, jaz sem vam samo nakazal, ker več kot toliko tudi sam ne zmorem. Raziskujte. Hvala lepa. No, to se pravi, vsi že imamo čip, vsi smo že čipirani s potnim listom. Zanima me, kdo od vas prisotnih, ki smo tukaj skupaj, je to vedel. Jaz vem že zelo dolgo časa za potni list, odkar sem ga dobil, pa odkar mobilna tehnologija omogoča preverko, sem pač s tem seznanjen. Ampak okej, gremo naprej. Zdaj pa, lejte, imamo potni list in zdaj oziroma kako pridobiti novo osebno izkaznico. Tu je pa zdaj trik. Zakaj hočejo osebno izkaznico? Dogaja se v ozadju veliko reči, za katere sploh ne vemo. Najprej, gledajte, če greste na upravno enoto, vi prosite za osebno izkaznico, prosite za čip, prosite, da boste čipirani, da boste imeli vse v enem, ker so naredili pogodbo, tako kot sem že v enem izmed prejšnjih predavanj povedal, da tukaj noter bo zdaj vse državna uprava, potem Ministrstvo za pravosodje, Ministrstvo za zdravje, skratka vse bo na enem s tem, da se boste lahko tudi v računalnik priklapljali na javno upravo s pomočjo osebne izkaznice in ne več digitalnega potrdila, ki je že 22 let staro in z zastarelo tehnologijo. Kamorkoli bomo šli, kjerkoli se bomo priključili ali pa naredili z osebno izkaznico, bo sledljivo. Kam se lahko potuje z osebno izkaznico? Z veljavno, pravijo, a ne? Ne boste verjeli. V 43 držav. Poglejte, katere so te države. Potuje se lahko v Albanijo, celo po abecedi, do Švice. Od Albanije do Švice. In vmes je Avstrija, Andora, Azore, Belgija, Bolgarija, Bosna, Ciper, Češka, Črna Gora, Danska, Estonija, Finska, Francija, Gibraltar, Grčija. Gruzija, Hrvaška, Irska, Islandija, Italija, Latvija, Litva, Liechtenstein, Luksemburg, Madžarska, Malta, Martinik, Moldavija, Monako, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, San Marino, Severna Makedonija, Slovaška, Srbija, Španija, Švedska, Švica in da ne naštejem. Zdaj pa meni povejte, zakaj rabimo potni list. Dobro, so države, kjer pač še rabimo potni list, ampak zakaj rabimo potni list? Boljše imeti osebno, ampak osebno ti vsilijo zaradi tega, ker te z osebno te države lahko tudi v mestih pokasirajo, te lahko kaznujejo, s potnim listom te pa ne morejo, ker si potnik. Tukaj pa si avtomatično postal meščan, ker je to tvoja osebna izkaznica in vse te države so med seboj naredile pogodbo, so privolili, da se z osebno izkaznico lahko izkaže kdorkoli od potnikov in te lahko seveda tudi priklenejo, pregledajo, imajo nad tabo nadzor, medtem ko pri potnem listu tega ni. Torej, osebna izkaznica, dragi prijatelji, ne, potni list ne glede na to, da je čipiran, ja. Če glih to nismo vedeli, da že toliko časa. Dragi moji, zdaj poglejte, rešitev iz tega, jaz sem na začetku rekel, da je to past in past digitalne preobrazbe, gospodarstva in celotne nacije pot v totalni nadzor, v odvzem svobode in brezizhodna revščina. Lepa so vabila v te igrce in otroke vse preko igrc uvajajo v ta zapor. Priporočal bi vam, da morda preberete knjigo The Internet Trap, How the Digital Economy Builds Monopolies and Undermines Democracy od Matthew Hindmana. Tako da, gledajte, toliko za danes, malo je potrajalo. Zdaj pa samo še za zaključek, glede na to, da gre za 44 milijonov evrov, da gre za totalno preobrazbo našega gospodarstva, sem povabil gospoda Počivalška, gospoda ministra za gospodarstvo osebno na Zoom, da se nam zahvali. In lepo prosim, da se nam zahvali.
for you all to thank all you for you all and to thank all you for you all and to thank all you for you all. Ok, naredimo kratko pauzo, 10 minut pauze, potem bo z nami Iviljana Belis in kasneje gostja iz Španije, večer presenečenja. Se vidimo, hvala lepa za ta čas.